Evo. Zdaj sva noter, počakava, da se malo ljudje naberejo. V bistvu tretji dan je že maraton prijaznosti in celo vreme je postalo bolj prijazno. Jaz sem danes je bilo mraz ko pes. Ja, ampak je bilo sončno in tako danes je bil en taka prijazna nedelja pravzaprav. Živjo. Živjo. Malo bomo še počakali, živjo, da se nas malo več nabere, da nas ljudje zagledajo. In potem začnemo danes z zanimivo temo. Zdaj, Albert se trudi ful biti prijazen, zato da ga jaz ne bi zašpecala. Ja, saj si predstavljaš, jaz sem danes, cel dan sem se tresel, imate, če se skriva, kako je pol imela tole. Tako da, to ni slabo takole, da imaš, da ti nekaj nad glavo in si moraš biti prijazen. Sam nama je pa ena prijateljica napisala, da je prijazno skuhala za polno ljudi in tako v tem njenem jeziku, da pol so se prevlekali. In je ostala prijazna. Ja, ampak je pol napisala, tole ni beseda za javnost, ampak ne. Rekla je, da sva ji zelo začinila s to prijaznostjo njeno življenje ta teden. Tako da verjamem, da sva ji, pa da sva tudi vam. Upam, da sva vam. Pravzaprav spremembe, v bistvu zmeraj v našem telesu ustvarijo nek odpor. Če si navajen nekaj drugega in pol prineseš neko spremembo, se vsi sistemi se upirajo spremembi in hočejo nazaj v stare tirnice. Dobrodošli v tretjem dnevu maratona prijaznosti. Danes bomo govorili o prijaznosti v partnerskem odnosu in jaz sem prepričana, da zelo veliko vas si zelo močno želi kakšen recept za to prijaznost v partnerskem odnosu in jaz upam, da vam bova dala midva dovolj sestavin, da si boste lahko sestavili svoj recept in to prijaznost zamešali v vašem odnosu, vajinem odnosu. Tako da, ja, bomo kar štartali. Zdaj mogoče tako, to je namenjeno tistim, ki ste v nekem partnerskem odnosu, vseeno kakšnem, ampak pač bom rekel, tisti, ki niste v partnerskem odnosu, vas bova danes malo obšla. Čeprav tisti, ki niste v partnerskem odnosu, pa ste bili v partnerskem odnosu, ki je bil mogoče zelo povezan z neko eskalacijo in jezo in takimi zadevami, mogoče lahko pogledate za nazaj, kje je bil vaš delež in boste pač tudi za naprej vedeli, da tega deleža ne boste ponovili, tako da nikogar ne bova obšla v resnici. Ni to, da ni vam namenjeno, ampak ne bova prav, bom rekel, bova fokus imela na pač te partnerstvo. Jaz upam, da naj jo dobro vidite in dobro slišite. A veš, kaj bi jaz najprej tebe vprašala? Kaj je recimo nasprotje prijaznosti zate? Ja, neprijaznost. A je neprijaznost? Neprijaznost je beseda, je nek termin, ampak je to občutje recimo? S katerim občutjem je povezana neprijaznost? Jaz bi tako rekel, da se mogoče tudi prijaznost ni najbolj ustrezna beseda, ki zajame vse. Jaz rečem, da v tem pojmu ali pa v tem občutanju je zanimivo, da recimo raziskovalci partnerstva prijaznost, tam kjer zaznajo prijaznost, rečejo, to je najbolj zanesljiv napovednik funkcionalnega partnerskega odnosa. Tako da v prijaznosti je noter nekaj, kar nas nagovarja v bistvu te funkcije, ki so pomembne. Se pravi, to, da si mi na voljo, to, da si prisoten, to, da si odziven, to, da ti je mar zame. Saj jaz sem odzivna, ker ti mene pokličeš, jaz rečem, kaj? Ja, zelo prijazno. Kaj je občutek, občutek, ki se zgodi, to zdaj v bistvu je Leja zaigrala, to navadno jaz ko rečem, da bo jasno. Sej oni to vejo.
Skratka, nasproten občutek je tukaj, a ne, ni mu mar, ne pripadam, nima me več rad, ni mi na voljo, zih je z mislimi nekje drugje, se pravi, ni predan odnosu, sploh mu nisem več. Sploh ga ne zanima, kaj se z mano dogaja, nikoli me ne vpraša, kako si, če me pa že vpraša, me pa itak ne posluša. Tako da, a ne, teh vedenj imamo, bom rekel, na zalogi v tem našem zabojniku spontanosti, a ne, tako nepreštevno. Ja. In spet, a ne, ta zabojnik spontanosti smo prinesli s sabo. Odprej v naš partnerski odnos ni nujno, da smo mi neprijazne osebe. Ampak lahko, da smo gledali doma odnos, ki ni bil prijazen in ko smo bili majhni, smo si mogoče preprosto razložili, da to tako je. Niti ni nujno, da je bila kakšna travmatična izkušnja, ampak lahko, da sta se oči pa mami skozi neki med sabo verbalno obkladala, lahko, da pač ni bilo pač te nežnosti, te miline, tega občutka, da sta pač tudi fizično povezana, kakšnih objemov, poljubov, kdaj. In pa si otrok razloži, ok, ker pač se poročiš, tako je, a ne? In nekako kar peljemo ta vzorc naprej. Je pa pač tukaj spet, a ne, to, kar mi dva vedno govorimo. Mi nismo žrtve nekih naših vzorcev in modelov, ki so nam jih položili v zibko. Mi imamo to moč, da to lahko spremenimo. In zato mi dva toliko se trudva, da bi vam dala čim več v bistvu nekih aha momentov, čim več nekega upanja, neke notranje moči, da bi, a veste, včasih samo eno majhno stvar, majčkeno drugače naredite in se spremeni čisto vse. Ni to, mogoče se vam zdi, da je tako grozno težko, ampak včasih je res preprosto. Ja, jaz velikokrat, a ne, bom rekel, kakšno stvar tudi na terapijah povem pač, bom rekel, z nekim empatičnim razumevanjem, a ne. Skratka, če pa pač so stvari tako, pol ima pa to smisel in pol morate tako pa tako doživljati, verjetno, ne. In velikokrat reče drugi partner, sej, če bi jaz znal tako prijazno povedati, pol bi bilo pa pri nama drugače, ne. Ampak ne gre za, a ne, tukaj mogoče to nek ton prijaznosti, ali pa, ne. Ja, pri meni jaz sem občutljiva na ton, to je zelo. Ja, tudi jaz, samo če je potem vsebina še taka, ne, recimo, bolj butasto si to ne bi mogel spomniti, ne, recimo taki komentarji, ne. A veste, koliko je tlele noter enega poniževanja, enega odrivanja, ene diskvalifikacije v bistvu iz odnosa, ne? A veste, koliko takih malenkostnih odzivov v bistvu sprovedemo, kjer se naš partner začne počutiti, da nisva več tim. Midva nisva, ti nisi več z mano, ti nisi več moj sodelavc, ti nisi več na istem čolnu kot jaz. Saj nima smisla, s takim človekom ne moreš sodelovati, a ne. To ni, ne, prav ta izguba smisla pride v teh, bom rekel, spontanih, ne, od kritiziranja, pritoževanja, nerganja, kaj je jeza, recimo v jezi, res naredimo zelo veliko teh rušilnih, ne. In tle je recimo še ena stvar, ki jo ti zdajle nisi omenil, in to je ignoranca, a ne. To, ko mi recimo pristopimo do partnerja, ga nekaj vprašamo, mu kaj povemo in vidimo, da je on, ne vem, v časopisu, na telefonu, nekje in da se ne odzove, a ne. To je ta neprisotnost, ki je ne samo, a ne, a veste, imamo uno prisotnost, ki smo midva skupaj, pa smo odklopljeni v mislih, nekaj drugega razmišljamo, ko nam partner nekaj govori. Potem je pa še ta fizična odsotnost, ki recimo smo takole na telefonu, pa ne, ampak ne vemo v resnici, kaj se dogaja v odnosu, kaj nam partner sploh pripoveduje in zelo intenzivno kažemo, da nas to tudi ne zanima. To so te odzivnosti, ki
ustvarjajo to vzdušje. Ki ustvarjajo to napeto vzdušje. Jaz recimo v takem vzdušju, če karkoli od tega Albert uporablja, tam nasikam. Jaz bom spet danes vam počela isto, ko vam počnem zmeri. Pejmo stran od partnerja, pa se vprašamo, kaj se meni zgodi, ko se moj partner tako obnaša. Ker jaz, recimo Albert se tako obnaša, jaz si razložim njemu ni mar, vseeno mu je, niti ne pomislim, da mu je mogoče nekaj bolj pomembno tisti trenutek, in pol ratam nasikana in se začnem nate ali pa nekaj najdem, ali pa ti kaj očitam, ali pa ti kaj naprej vržem in sva pač v tem mlinčku neprijaznosti in potem se to v bistvu samo jaz tebi ti meni stopnjuje, a ne? Meni se tlele zdi nekaj tako ključnega, za vse te zaplete v partnerskem odnosu. Namreč to, da zgubimo, a veste, ta občutek, da sva midva, da sva par, da sva tim, da sva sodelavca, da sva, pač enkrat se zavezala temu, da bova pač živela v partnerskem odnosu, in to pomeni, da pač naj nekaj drži skupaj. Ne? In v bistvu mi tako zelo pozabimo, tako zelo, bom rekel, stopimo v neke plese, kjer smo si nasprotniki, kjer si nasprotujemo, kjer doživljamo pač našo najpomembnejšo osebo, ki smo si jo sami izbrali, mimogrede. Sami smo si. Da, predvajaj. Ja. Ampak ja, pač res je, sami smo si izbrali osebo, s katero hočemo biti skupaj in zdaj jo doživljamo oziroma si jo v našem mindsetu, se pravi v naši naravnanosti uma, si jo naredimo za nasprotnika, nekaj nam hoče, nekaj nas ogroža, nekaj hoče me spremeniti, ne pusti mi, skozi mi teži, Nič ne naredim dobro, nič ne naredim nikoli nič prav. prav ne naredim, nisem mu več pomembna, nima me več rad, vse drugo mu je bolj pomembno. A veste, kakšne, bom rekel, ubijalske misli, pač kako uničujemo v bistvu samo to naravnanost, da dajva midva biti skupaj, dajva biti tim. No, ampak dajmo pogledati, kako to spremeniti. Ja. Oziroma, kaj pa je tisti odziv, ki jaz bi tukaj nadaljevala od tega prej. Skratka, ko si jaz razložim, da Albert ni pač prisoten ali pa pač karkoli, ki me naredi nasikano, imam zdaj jaz na izbiro. To se pravi, zdaj jaz sebe poznam in vem, da zelo hitro, jaz sem zelo občutljiva na odziv in zelo hitro ratam nasikana. Ampak jaz imam še vedno na izbiro, da se odzovem na dva načina. To se pravi, da ne bomo rekli, da je partner vedno kriv. Ne vem, Albert nekaj naredi, kar je za mene neprijazno in jaz imam na izbiro, da se odzovem nasikano ali pa prijazno. To se pravi, da stopim čez, da rečem, mogoče pa nima veze z mano. In pač lahko preverim in rečem, Albert, a se ti slabo počutiš danes? Recimo. Ali pa prejle sem te poklicala, sem rekla, Albert, pa je bil tvoj odziv kakšen? Kaj je? In potem sem jaz rekla, čakaj, zmotila sem se, bom še enkrat probala. In sem ga še bolj nežno poklicala, Albert! Ja, jaz sem hotel še enkrat, tako, nekaj sem delal, ni mi šlo, delal sem po lejnih navodilih, in sem že imel uno, jih to si ne mogla spomniti, pa tako naprej, in ja, pa sem dva filma vrtel, eno je zdaj, če grem po tem tiru naprej, midva ob 6:30 ne bova glih dobro oddajala, prijazen zdržati. A veste, koliko je danes, da imaš enega policaja? Ja. Drugič pa sem imel, a veste, tako ponovno drugo možnost, a bom šel zdaj po tem tiru ali ne. In a veste, to so taki zanimivi momenti, ker meni včasih recimo ena druga, ki jo je Leja zelo učinkovito uporabljala, je bila, da je rekla, ti se zdaj hočeš kregati. In a veste, to je tako, ja, bi, a ne bi, in
ko imamo v zavedanju to, da se seveda nočemo kregati in da bi radi preživeli še lep preostanek dneva, se pač odločaš drugače. Ja. Danes smo usvojili prvo lekcijo, in prva lekcija je, ko doživim partnerja, da je neprijazen, najdem način, se najprej zavedam tega, da jaz tudi postajam neprijazna, to se pravi neko vedenje izbiram, vi verjetno enega drugega, jaz ratam nasikana, eni ratajo jezni, drugi ratajo užaljeni, zelo veliko je enih vedenj. Skratka, se jaz začnem počutiti tako in takrat imam možnost izbire, da se odzovem neprijazno, kar je nepovezovalno in bo razrušilo najin odnos, ali pa od danes naprej začnem iskati način, ki bo najin odnos ohranjal. In pač midva sva dala pač dva primera. Eden je bil ta, da sem jaz rekla, Albertu, lej, ni bilo primerno, bom še enkrat probala, ali pa vprašam, ali se ti danes slabo počutiš. Ker v zadnji je pa sporočilo, nenavadno je, da se takole do mene obnašaš. Zanima me, kaj se s tabo dogaja. To se pravi, to je danes prva lekcija. Pa tudi, zelo, v bistvu preverjam, a razumem tvojo namero. A veste, jaz si velikokrat razložim, kaj si ti hotel, ali pa da razložim, doživim, zdaj si pa napadalna, zdaj si pa nasikana, zdaj pa ne vem, kaj mi hočeš. In a veste, da to se bliskovito odvija. Tukaj gre bliskovito hiter za to, kako pride do eksplozije, kako iskra preskoči in treba je v bistvu to ustaviti, upočasniti. In en način je, da preverim, jaz zdaj prav razumem. A si ti zdaj jezen, a si ti neprijazen. Daj mi zdaj tole pomagaj. Kako naj si razložim zdaj to neprijazen? In a veste, damo možnost prav to, da lahko ponovimo, da lahko še enkrat, da lahko tudi rečemo, ne, glej se, nisem tako mislil, vzamemo nazaj in tako naprej. Mogoče je zdaj tudi čas, da poveva, zdaj se nas je tudi že res veliko nabrali, tako da dobrodošli, hvala. Moram vam povedati, da grejo naši ogledi tako preke 10.000, vse te akcije maratona prijaznosti in to je super in hvala vam, da širite to z nama, da se trudite z nama, zaradi tega, ker edini na tak način bomo nekako sporočili svetu, kako smo se stradani od pač tega, da je neka milina med nami, nek varen občutek, neka prijatelja. In mogoče je zdaj čas, da midva poveva, ker to veliko ljudi zanima, kako to, da navadno tisti, ki so nam najbolj dragoceni, ki jih imamo najrajši, pomalcajo vse naše najslabše. Se pravi, kako smo lahko prijazni do sodelavcev, do naključnih ljudi na cesti. A veš, kaj se jaz spomnim? Do še ne vem. Jaz se najbolj spomnim tistih scen, ki sva se midva skregala, pa sva šla pa v avto, pa sva se mogla nekam peljati. In pa si ti tako pred prehodom za pešce ustavil in si se tako nasmehnil, unmu, ki je šel, ali pa uni, ki je šla čez cesto. Tako sem si mislila, kako lahko do ljudi, ki jih ne poznaš, meni pa ne moraš, da tega ne smiška. Zdaj bi se najraž takole v kamero, pa bi bil ful prijazen. No, ampak vse tudi jaz sem te stvari delala, vse tudi jaz sem te stvari delala, da sem pač vzunaj bila prijazna, doma sem pa... To je pravzaprav, z ene strani je boleče za tiste, ki, bom rekel, kasirajo to neprijaznost. Zdaj, z druge strani je pa verjetno nekaj tega, da je delno to povezano z našo spontanostjo. Mi se pač spontano vedemo s tistimi, s katerimi se varno počutimo in pač tudi, bom rekel, izražamo, dajemo ven, tako bom rekel, si upamo biti to, kar smo. Zdaj, po drugi strani je pa to, da verjetno je to povezano predvsej tudi z nekim vzorcem. Ampak kar bi jaz tukaj rekla je, da v bistvu je doma ta občutek varnosti, ker sem lahko takšna, kar sem. Jaz na cest pač ne moram ljudi nekam pošiljati, ne moram se jokati, čeprav jaz sem še taka, da to lahko naredim, ampak večina ljudi
pač to težko naredi, ker je pač tukaj v zadnji sram. In v bistvu ta eksplozija doma, ki se zgodi, nekako govori o tem, tukaj se počutam varno, tle je moje varno pristanišče in na nek način je od tistega, ki daje odziv, zelo veliko odvisno. Recimo, če ti prideš tak domov, pa ti jaz rečem, a si imel ti danes težek dan, ti dam v bistvu priložnost, da na bolj nežen način rečeš, v službi se je zgodilo to pa to. Če pa rečem, lej, kašen si, tam prideš pa že sikaš, potem verjetno se pač to ne bi zgodilo. Ja, tle se meni zdaj, bom rekel, polno enih misli vrti, ker končno je pa to tudi neka ekologija vzdušja, ki ga imamo med sabo, ali v bistvu onesnažujemo te naše najbližje odnose s tem, da pač vnašamo to jezo in da se mulimo, in da zid naredimo in da se izklopimo in da ne govorimo in tako naprej. Z nekom drugim, pa nekdo drugi pride, pa v hipu preklopiš, pa si lahko vesel, to je tako, ni to čisto spontano, to je za stvar izbire in stvar odločitve. Tako da jaz mislim, da se lahko tudi odločimo in lahko izberemo, da smo tudi z bližnjimi, bom rekel, prej prijazni, kot pa nam ta notranja trma govori, ali pa nek vzorc. Tako da te kuhanja mule pa to, o tem si ti pisala. Jaz imam recept za kuhanje mule, lahko ga od spodaj pripnem, ki je že star. To so pač neka taka vedenja, ki niso prijazna za odnos. Ali pa za, jaz se rečem, ekologija vzdušja v odnosu. Ampak tukaj je mogoče pomembno to, recimo, ko govorimo o svojcih, lejte, da se vprašate, ko ste vi prišli domov, ko ste bili majhni. A je bil tisti občutek, zdaj sem pa doma in je bila neka sproščenost, toplina, povezanost, občutek varnosti, ko jaz rečem. A ste prišli domov in so bili konflikti, a veste, ko smo bili na obiskih, so bili vsi ko smo prišli domov, pa zdaj se pa tle used, pa ti bom povedal, kaj vse sem narobe na obiskih naredila, pa koliko piškotov si preveč pojedla, tako. To je lahko pač nek občutek doma, da je dom bil vedno za tole, Zato tudi, moški navadno imajo izkušnjo, da so jih poklicali, zdaj se bomo pa pogovorili, ali k ravnatelju, ali skratka, kadar so jih poklicali, zdaj se bomo pogovorili, so bile sitnosti. Tako da ta moški vzgib, sam ne se pogovarjati, izhaja iz takih izkušenj. Skratka, to sem hotela reči, dajte pomisliti o tem vzdušju. To v bistvu je neka energija, ki jo nosite s sabo, niti ni to kozolc, ampak nosite s sabo ta občutek energije, da je dom nekaj najbolj varnega za vas na tem svetu, a je dom nekaj, kar je povezano s konflikti, z neprijaznostjo, s prepiri, s kaznovanjem in s takimi stvarmi. In če je to, če imate ta zapis, je mogoče to, ko primate zakljuko vašega stanovanja ali pa doma, da si rečete, zdaj sem doma. Zdaj sem doma. Da se spomnite, nisem v službi, tukaj noter so ljudje, ki jih imam najrajši na svetu, tukaj noter so ljudje, ki jih ne želim prizadeti, tukaj noter so ljudje, ki se jih želim spominjati, ko bom stara, kako so me težko pričakali, kako so me bili veseli, ko sem prišla. In vam bo mogoče že samo to zavedanje, zdaj sem doma, zelo spremenilo odnos do doma. Eno vprašanje vmes, kako vam je šla vaja od včeraj? Ste kaj skušali zjutraj komunicirati sami s sabo in biti prijazni do sebe? Zdaj, če ste pozabili... Ali pa če niste gledali, lahko pogledate včerajšnji live, drugače pa vsi ti live so tudi na najnem YouTube kanalu Albert in Leonida Mrgole. Tako da si jih lahko tudi tam pogledate. V glavnem, te vaje lahko ponovite, tako naj jo zanima,
ali so bili kakšni učinki te vaje. Iz te vaje sledi v bistvu naslednja. Glejte, prijaznost do mojega partnerja je moja zavestna izbira. To je enako kot si dam prijaznost do sebe ali pa prijaznost nasploh. V zavedanje si dam tudi prijaznost do partnerja lahko v zavedanje. In zdaj mogoče bi bilo zanimivo pogledati, da ne bomo si, ne vem, kolena vrtali, pa čreva ven vlekli, neke težke naloge in ne vem kaj. Dajmo pogledati, kdaj smo mi bili do partnerja spontano prijazni, odkot imamo mi ta vedenja že v sebi, odkot mi to znamo, odkot mi vemo to. Odkot ti to znaš? Ja, jaz se spomnim, pa tudi, kar opazujem, to najrajše opazujem v življenju, zaljubljene ljudi. Kako, zadnjič sem glih tako, bom rekel, čakal sem Leo, da je šla v trgovino in tam na parkirišču sta se dva poslavljala. Predtem sem imel pa eno terapijo, ki je bilo, bom rekel, zelo veliko ene korektnega odnosa v partnerstvu. Bi lahko rekel prijaznosti, ampak ni bilo bližine in stika. In tako bom rekel, se mi je kar milo storilo, ko sem gledal ta dva zaljubljenca, kako sta se stiskala tam v enem kufru, in pol sta se seveda poslavljala, objemala in šla vsak v svoj avto, pa se še tako lepo čez pogovarjala in kar nista mogla iti narazen. In jaz sem videl, kako se zaljubljeno gledata. Mislim, tako, mene to kar tako. In se spomnim, dajte se sami tudi spomniti, vseh vedenj, ki smo jih, pazite, proizvedli, bili smo pri polni zavesti. In koliko enih teh, veste, kako smo se srečali, kako smo, ko nismo bili skupaj, pomislili, si pošiljali, pač midva še nisva bila v teh časih, ampak smo mislili drug na drugega. Midva sta se šla, kdo bo prvi odložil telefon. Ja, pa kako smo se poslavljali, kako smo mislili na drugega, kako smo mislili, kaj bi te lahko razveselilo, s čim bi te lahko razveselil, kaj imaš rada, polno teh nekih stvari smo spontano proizvedli, ki so bile zelo ali pa skrajno prijazne. Koliko smo bili tolerantni, če se nisva strinjala, če je kdo prišel nasikan, kako smo zmogli to nositi. Tukaj imamo zalogo teh naših vedenj, ki smo jih, pazite, pri polni zavesti, bom rekel, zelo namerno, nismo manipulirali, ampak hotel samo, bom rekel, priti do tega, da ustvarim stik. A si ti takrat porabil toliko energije, da si bil prijazen, kakor jo recimo, ker danes se mi zdi, da veliko več energije porabiš. Danes sem že čisto zmatran, tako da če sem dopoldan prijazen, bi popoldan že mogel imeti dopust. Ti vsak dan tle zahtevaš od mene neke dopuste. Ampak to je drugače resno vprašanje. V bistvu zanima me, pač zdaj mi dva govoriva, da se to lahko zavestno odločiš, in če se nekaj zavestno odločiš, moraš vložiti neko energijo v to. Ko smo pa zaljubljeni, se nam pa ni treba, to nas pa kar... Takrat v bistvu plešemo nek drugačen ples. Takrat drug drugega spodbujamo ravno s temi vedenji, ki prijazno z moje strani, tvoj prijazen odziv okrepi mojo prijaznost in se ta krog, bom rekel, zavrti čist drugače. In tudi v partnerskem odnosu je tako, da ko mi izstopimo iz teh bojnih, iz teh neprijaznih načinov, plesov, takrat začnemo zavestno vrteti v drugo smer in se vzpostavi to. Jaz vem, recimo, ko
to se nama zdaj dogaja, ne? Pač samo opomniš, a je tole zdaj bilo povezovalno, prijazno. Ali pa je to zdaj iz umne zaloge prijaznosti, ne? In ja, obrneš in takoj se vzdušje spremeni. Jaz bi samo vas še spet pozdravila in bi vam se zahvalila za vse komentarje, ker vidim, da zelo veliko komentirate in mi je to super, dajte komentirati, zato ker to sva že včeraj rekla in predvčerajšnjem, ta maraton vas potrebuje vaše zgodbe, potrebujemo v bistvu nek vzgib, da se bomo učili drug od drugega, ker zgodbe nam zelo, zelo pomagajo. To je ena stvar, hvala tudi vsem, ki ste jih včeraj napisali, midva to bereva. Bova pa v petek, to se pravi 8. dan maratona, kaj jaz skozi govorim, da je 7-dnevni, ampak petek bo 8. dan maratona, vse te zgodbe pokomentirala, tiste, ki pač rabijo komentar, bova odgovorila na vaše vprašanja, ki jih boste postavili, tako da ne si misliti, da ignorirava ali pa da naj ni, boste dobili odgovore na vprašanja in če bova koga pozabila, naj lahko za ušesa, pa bova odgovorila naknadno, zaradi tega, ker si želiva biti korektna do vas, že preprosto iz te hvaležnosti, da smo tukaj skupaj in da se gremo ta maraton skupaj. Tako da... Jaz v bistvu takole... Drugače pa že pol ure, veš? Jaz se v bistvu tole gledam, a imam še kaj napisano, kar se mi zdi pomembno. Mogoče Jaz imam tudi eno pomembno stvar. Na splošno je prijaznost to, da v bistvu mi prepoznamo potrebe nekoga drugega. Ali pa ko je nekdo drug v stiski, skratka, da smo tam, smo ti opora, in tukaj gre za področje naših in partnerjevih potreb. Zelo veliko, široko področje, ne bova zdaj, bom rekel, ga širila, ampak sam da ga omenva. Poznati, kaj ima partner rad, poznati partnerja. Ne kaj ima rad, kaj mu gre na živce in kaj ima rad. No, tudi to. Skratka, kaj, to nam omogoča, da lahko nekaj naredimo v prid povezanosti ali pa nečesa ne naredimo, da ne bo nepovezanosti. Zelo pomembna tema, zelo pomembno se je to zavedati. Veliko ljudi v partnerstvu ne pozna, kaj ima partner rad, ali pa kaj ga veseli, ali pa, tako bom rekel, skrajni primeri so tisti, da niti ne ve, kakšne barve oči ima partner. Dobro, to so res skrajni primeri. Ali pa kdaj ima rojsten dan, ne? Ja, skratka, vse to sodi k temu, da se lahko odzivamo in to je prijazno. Jaz bi še eno stvar povedala, ki se mi zdi res pomembna. Ta naša srečanja z vami, pač midva dajeva tukaj vse od sebe, kar v tem času morava dajati. Lahko, da so kakšne stvari za vas pretežke. To ne pomeni, da je z vami nekaj narobe, da ste slabi ljudje, da niste nič vredni. Skratka, jaz ali pa midva, lahko za oba govorim, ne želiva, da začnete dobivati kakšen občutek, da ste manj vredni ali pa ne dovolj dobri. Zaradi tega, ker mi prinašamo neke zapise s sabo in kakšni zapisi so pretežki, da bi jim en takle live lahko pomagal ali pa en posnetek. Lahko, da boste dobili kakšne aha momente, lahko, da boste začeli delati kakšne male spremembe. Lahko pa, da se boste kje zataknili. Lejte, to ne pomeni nič drugega, kot da rabite več pomoči na tistem področju. Zato pač nič ni narobe, če imate svojega terapeuta. Nič ni narobe s tem. To je super, da ga imate in super je, da delate na sebi. Sam to, da boste vedeli, da pač to, kar midva tukaj delava, je res eno žitno zrno v celem silosu. Tega, kar je treba poznati o partnerskih odnosih in več tega tudi delamo na delavnici Poveži se z menoj, ki bo letos razpisana, ampak ja, ne bom govorila, kmalu bo razpisana, v roku enega meseca.
In še ena stvar, ki sem jo hotela povedati, je, meni se je zelo, nama na terapijah se je zelo veliko krat zgodil, da je to ženske rade delamo. Sicer so tudi moški tlele vmes, ni tako splošno, ampak ženske to zelo rade delamo. Jaz si tako želim v kino, ne? In pa me je on pel v kino, ampak to ni v redu, a ne? In pa mi dva vprašava, kaj ni v redu, a ste si želela v kino? Ja, želela sem si v kino, ampak on je mene pelil zaradi mene, ne zato, ker si je on želel. Lejte, tukaj morate zdaj sprejeti eno stvar, da partner naredi velikokrat stvari zaradi mene in tudi jaz jih velikokrat naredim zaradi njega. Ne zato, ker jih moram, ampak zato, ker ga želim razveseliti. Zato, ker želim iskrce v njegovih očeh, zato, ker želim nasmeh na njegovem obrazu. To je zelo pomembno, mi delamo drug za drugega stvari, tudi kdaj takšne, ki si jih, pač, ki nam ni, a ne? Ki nam pač, ne vem, Albert recimo zelo rad v avtu posluša klasiko. Jaz pa v avtu ne maram poslušati klasike, zato ker se mi zdi, da vse pač, da slišam sam en nivo tistih frekvenc. Ampak jo poslušam zaradi njega, zato ker vem, da njemu to paše. Ker ga želim razveseliti. A razumete to razliko? Skratka, ne si misliti, da bo partner, mislim, če se vi želite v kino, da bo on rekel, pejva v kino. Ne, ampak bo rekel, no lej, te pelem v kino, da te bom razveselil. Tole se mi zdi, če gledamo na to iz vidika, da midva nisva skupaj, da si ti na drugi strani, potem seveda tako doživljam. Zato, da lahko doživljam, da ti to delaš zame, da je to za odnos, ne zame, za odnos in da sem jaz v tem odnosu in da jaz želim biti v tem odnosu tudi povezan, potem nisva jaz pa ti, ampak sva midva. In jaz bi mogoče za zaključek, če lahko še eno zgodbo, ta je provokativna. Ena gospa se je zelo pritoževala, zelo se je pritoževala, kako njen mož, ne pa to, ne pa kaj vse ne, se ni bilo, da ni, da on ne. In potem je nekje slišala, to, kar je, tudi smo ji že mi govorili, kaj, če bi tisto, kar ona od moža pričakuje in mož to ne naredi, ona njemu naredila. In ne vem, kako bom rekel, jo je to obsvetlilo, da je rekla, ok, bom pa probala. In je rekla, bom jaz prijazna, ko bo prišel, bom vse to, kar jaz od njega pričakujem, jaz njemu dala. In kaj je naslednjič prišla, je rekla, pa to je revolucija. Pa to si ne moš misliti. Mislim, kaj se je to zgodilo, kakšna sprememba. Tako da to je provokativno. Tam, kjer se pritožujemo, da nečesa nimamo, dajmo mi to od sebe partnerju in opazujmo, kaj se bo zgodilo. Tako da danes sva že malo prekoračila. Ja, se je nič hudega. Jaz sem se zdaj spomnila, ko si to govoril. A se ti spomniš, pač ti nimaš lih najlepšega zapisa v domu, a ne? In ko sem bila jaz z otroki sama doma, ko so bili majhni, pa sem zmeraj rekla, zdaj oči pride, dajmo ga presenetiti, pa smo mi te tako pričakali, tako, ko si prišel in smo ti v bistvu spremenili ta zapis, a ne? In je ta občutek, a ne, neke dobrodošlice v odnosu, v domu, je pač tudi ena stvar, za katero v bistvu rabimo samo sekundo, ne rabimo ne vem koliko cajta in ne rabimo nič denarja, sam v bistvu vzdušje, ki ga pričaramo, a ne. In meni se tudi kar odpira, ne. A se spomnite občutka, in s tem sem tudi zelo v stiku, sploh pri teh mladih ljudeh, a ne. Glejte, občutka, ko smo v sebi, bom rekel, trepetali, skrbeli, ne vem, imeli nočne more, a bomo našli mi partnerja v življenju. A ti si to imel nočne more? Jaz še zdaj, nekdaj moram reči, v sanjah se zbudim z občutkom, da še nisem našel partnerja in ok, ne, ni smešno.
Zelo velika stiska mnogih je, a bom jaz izbran, izbrana, a bo kdo hotel z mano živeti, a bom jaz našel koga, ki bo z njim mogoče živeti. Skratka, zelo velika stiska, bomo našli, bom rekel, človeka, s katerim bomo lahko skupaj. In gledajte, tisti, ki ste v partnerskem odnosu, ga imate. In ena hvaležnost, že samo to dejstvo, da smo v partnerskem odnosu, je, jaz sem tako zelo hvaležen, recimo, da te imam, da si prišla v moje življenje. In ne vem, mogoče, če to pomislite, če ste malo v stiku s to hvaležnostjo, mislim, da nam to zelo, bom rekel, preokviri sliko in da nam partner nekako, bom rekel, drugače pa še tja noter, če pogledamo na ta način. Ja. Hvala. A je to... Jutri se bova javila o 5:30. Ne morava drugače, ker imamo potem še ene službene obveznosti. In vsak dan za sprot vam bova napovedala, kako se bova pač javila. Albert je danes rekel, da bova vsak dan imela live, tako da wow, kakšne večere bo malo bolj pozno to. Druga stvar, ki jo zdaj že lahko tudi počasno povem, ne bova skozi samo midva, pripravljava tudi presenečenja. Jaz bom imela goste, vsaj za eno sem že 100%, da jo bom imela. Tako da si boste lahko tudi pogledali neke druge pogovore z ljudmi, ki so, jaz jim pravim, ultramaratonci v prijaznosti. Ker, a veste, mi lahko toliko veliko damo drug drugemu, mi se tega sploh ne zavedamo. Koliko vsi mi, tudi vi vsi zdaj, ki gledate, vsak ima svojo bogato zgodbo, s katero lahko res, res ogromno naredi. Tako da dajte se zavedati tega, da ste res posebni, dragoceni in se vidimo jutri ob 5:30. Če vas ne bo, boste lahko gledali za nazaj. Drugače pa samo še enkrat, vsi najini posnetki so tudi na YouTube kanalu Albert in Leonida Mrgole. Komentarje in vprašanja pa pišite pod te live dogodke, ki jih imamo, da jih pač bova midva potem pregledala. Včeraj je Lenja dala en zelo dober predlog, če napišete #maraton vprašanje, vas bom v bistvu, to pomeni, da želite odgovor na to vprašanje. In to pomeni, da ko bom jaz to vtipkala v iskalnik, da vas bom vse dobila lepo na enem mestu in bojo potem odgovori samo deževali. Skratka, odgovori bodo naslednji petek. To se pravi, ta petek, ki pride, no, ne naslednji petek. 2. oktobra. Tako da, lepo se imejte, uživajte, zdaj lepejte k partnerju, pa če nista glih prav zelo povezana, nekaj naredite, ki veste, da mu paše in imejte lep večer. Čau, čau. Čau, čau.